Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 67. epizodo podcasta Goreči grm. Moja tokratna gostja, sestra Marjeta Pijac, je redovnica, uršulinka, sicer pa ženska mnogih talentov in interesov. V širši javnosti je na primer znana kot Nuna Kitvita in kot strastna športna navijačica. Pri uršulinkah je predstojnica ene od skupnosti, direktorica Uršulinskega zavoda in njihovega podjetja ProUrs. Tisti, ki jo poznamo iz mladosti, se spominjamo ogromnega pečata, ki ga je v 90. letih pustila pri skavtih. Med drugim pa je tudi doštudirala gozdarstvo. Velik del pogovora s Marjeto Pijo se je seveda vrtel okoli njenih gorečih grmov. Prav v ključnem obdobju za naju oba sta se najini poti zelo pomembno prepletli. Seveda me je zanimalo tudi, kako je dinamični skavtski duh, navajen hoje po hribih in gozdovih, doživel klic v tišino samostana. Pa kaj je skupni imenovalec vseh teh raznolikih interesov in dejavnosti? Nisem si mogel kaj, da je ne bi spraševal o transformaciji redov v cerkvi. Več redov, tudi uršulinke, gre namreč skozi močne preobrazbe v tem času. Kako se pravzaprav soočati z negativnimi novicami o izstopih, razpadih skupnosti, ki ob tem ves čas prihajajo na dan? Zelo me je nagovoril stavek, da je v takšnih težkih časih ponovno potrebno poiskati svoje jedro, svoje temelje. Takole pravi sestra Marjeta Pijac. Kjer je tvoje pravo mesto, tam začutiš, da si živ in tam tudi klijejo nove stvari. Mar ni to navdihujoče tudi za tiste, ki smo izven samostanskih zidov? Preden gremo v akcijo, še obvestilo. Tisti, ki podcast poslušate preko Google podcastov, vidite, da so to aplikacijo pri Google ukinili. Prejšnjo epizodo sem vas povabil v Spotify, zdaj pa sem tudi sam odkril aplikacijo Podcast Addict, podcast Addict, ki je dokaj podobna Google podcastom. Morda nekoliko slabša uporabniška izkušnja, ampak približno z isto funkcionalnostjo, tako da morda vam priporočam Podcast Addict. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Marjeta, dobrodošla v Gorečem grmu. Se je res toplo. Ja, gori. Poletje je. Ja. Bila je pa zima v dogodku, ko bi se ga rad spomnil s teboj pred približno četrt stoletja. Si se ti odločala za pot v samostan? 22 let. 2002. Je 2002, ja, imaš prav. Ja. 22 let, tako je, ja. Bil je januar, ko si me ti poklicala, kdaj bom pa zdaj že diplomiral. In sem rekel, zakaj pa te to zanima, kdaj bom jaz diplomiral, ker jaz sem ravno 1 leto vlekel tisto diplomo, ker nisem točno vedel, kaj bi, ne. Bi ostal v računalništvu, to mi ni neki dišal, čutil sem te stvari, kot so bili skauti, animatorstvo in te stvari, kot zelo svojo, ampak takrat ni bilo takih služb. Vedel sem, ko bom šel v računalništvo, bom šel za dolg časa verjetno. Ja, in ko si me ti poklicala po telefonu, to je bil Goreči grm, zato ker ena od značilnosti Gorečih grmov je, da se jih, teh defining moments, je, da se jih spomniš, da bi bili včeraj. Jaz se točno spomnim, kje sem sedel. Ja, in si rekla pač, da lahko pridem delati na mladinski ceh, ko greš ti v samostan. In je bil v meni kar naenkrat tak velikanski mir, ker to je bilo pa ja. Nisem prej sploh razmišljal o tej možnosti, a ne, ker pač ne grejo, mislim, ti pa Jože sta bila zaposlena, Jože je bil tam inventar, ti si bila pa pač, ne gre veliko žensk takole, kar naenkrat v samostanu, ne. Drži. Tako da je bila zelo mala verjetnost in v meni, zato na to možnost nisem niti računal, ne, in v meni tak popoln mir, kar naenkrat, ja, to je to. Prej pa 1 let sem si razbil glavo. Ko se zgodi predlog, ki ni iz tebe, pa hkrati ti odpre tvojo pot, se verjetno je to nekaj takega, kar opisuješ. Ni bil iz mene v bistvu, ja. Ja. Ni bil iz mene. Jaz nisem vedela, kje si ti in kaj razmišljaš, ampak z moje strani sem pač mogla nekaj poskušala sem poskrbeti. Ja, ena odgovornost, ne. In pol je bilo to.
Na cehu si bila pa na društvu Mladinski ceh za poslušalce, si bila pa 1,5 leta, več ne, ne da? Predtem sem bila na ZSKSS. Ja, pri skavtih si delala. Ja, potem pa tam nisem mogla več ostati, ker sem imela funkcijo na evropski ravni in ni šlo skupaj, prostovoljno pa profesionalno. In potem sem šla od septembra, verjetno, kaj takega. Ne vem točno več. In pol leta. In pol pa cak. Tako je minil. Drug skok na vrsti. En projekt sta dobila, in to bi se rad pol še tudi vrnil, ki je raziskoval moško in žensko naravo in da se je animatorje usposabljalo v teh spolnih vlogah. To sem gotovo že od skavtov prinesla, ker smo imeli fant in dekle odhoda in tak ta pozornost od Italijanov, da Džeši smo se tega precej učili, pa tudi praksa je to okazala, ne. Bili smo tudi sovoditeljca pri skavtih in tam vidiš, da dejansko. Pri skavtih se mi zdi, da si ti, ne vem točno, a si več dobivala te spolnih občutka za to, da spola potrebujeta različne tretmaje, da imata različne potrebe, kontekste, ne. Jaz sem po svoje tudi razumel, da si ti s skavtom zelo veliko dala na tem področju, ne. Verjetno gre to tako, drug z drugim, smo se skupaj učili, skupaj smo odkrivali. In eno je, da je bilo predvsem materijala tudi iz drugih skavtskih organizacij, kot sem rekla, italijanska, Džeši, pa potem svetovnega vrha in tam dobivaš neke usmeritve. In če je tam bila ženska pa moška, je pa logično, da razmišljaš, zakaj je to, v čem je dobrobit enega in drugega. Potem pa v praksi, ko si z mladimi, tudi dobivaš ali izzive ali pa potrditve. Na ta način smo to sooblikovali, pa še naš program, ne. Se smo delali takrat tudi učbenik, priročnik za voditelje. Dvigni peruti. Ja, Dvigni peruti. In tam si bila urednica, ne? To je bil tak, kot ena voditeljska Biblija pri skavtih, ki je takrat nastajala praktično. Dobro je bilo. Mislim, Biblija, jaz ne želim tle pretiravati, ampak dejansko je bila to knjiga za voditelje, v kateri smo želeli zbrati vse. Ja, preverili smo, zapisali smo, postavili temelje, poskušali razumeti to, kar delamo. Pisanje knjige je bil v bistvu proces definiranja voditeljstva na skavtih, ne? Pa metode. Ja. Močne stvari. Potem si bila pa ti izvoljena v Evropski odbor VAKS-a. VAKS je bil pa ženska skavtska organizacija, ki pa, vsaj jaz sem bil enkrat tam na tudi enem posvetu mednarodnem na Norveškem, je bila zelo, zelo progresivna in tudi zelo, zelo feministična, vsaj nekaj let po tem, ne, kar konec koncev je logično, ne, saj, če so dekleta in ženske zbrane, po svoje čist razumljivo in hvala Bogu. Kako si ti doživljala to, si jo ti tudi doživljala kot tako, a ne pa pol ta obrat Uršulinke, ki so pa na nek način zelo konzervativne, tako na zunaj izgleda, da je to razlož malo ta. Jaz to vidim kot 180-kotnih stopinj, ampak koliko stopinj je to zares bil obrat zate? Vedno je odvisno, s katerimi osebami se znotraj kakšne organizacije družiš. Seveda lahko je kot neka opredelitev v dokumentih, so tudi zapisane kakšne stvari, ki so lahko precej ideološke, ampak načeloma skavtstvo združuje zelo širok spekter organizacij. Kar se ženskega dela skavtstva znotraj VAKS-a tiče, ženske skavtine, s katerimi sem jaz sodelovala, so bile res v redu ženske. Kot ženske, kot osebe. To verjamem, ja. Tako da je skavtstvo, tudi žensko skavtstvo pomagalo zagledati in izkušati to res pozitivno, dobro, ustvarjalno plat, močno plat žensk. Pa ni bilo takrat v smeri, da bi bilo zaradi tega biti moški pa kaj manj. Ali pa je pa res, da znotraj se pa, zdaj, če gledam nazaj, so bile tudi kakšne drže, tudi odločitve, pa potem je šlo predvsej v neko zagovorništvo, pa družbeni spol oziroma gender, da je socially constructed ali nekaj takega, to se je že takrat tam odvijalo in meni je bilo pravzaprav dobrodošlo, ko sem rekla, si res, ne, vse vloge niso čez dane vezane na spol, ampak veliko je kulturno pogojeno, odvisno od okolja. Ne? V tem sem mislila, zanimivo, to je res. Lahko je tudi šoferka avtobusa, pa ni noben problem, ni to tipično moško. Toliko sem to moj sprejela. No, če se vrnem nazaj še na to vlogo žensk ali pa kaj je prinašal VAKS, je bilo v tem res, odkrila sem močne plati ženske in to se je potem meni lepo pokrivalo tudi z branjem Janeza Pavla II. Okrožnice, pa o ženskem geniju, pa potem tudi, ko sem prišla k Uršulinkam, seveda najprej sem imela težave
logično, ker sem imela naloženo zdaj skavtsko kulturo, sodelovanje. Te težave so bile najbrž malo bolj pozunanjene, ne? Ali v smislu obleka. To je bil en del. En vidik. Seveda, ne. Aha, tudi to, moški pa ženske, ne, pri skavtih sodelujejo. Skavti so dali, da bi tak prostor učenja, eksperimentiranja, odkrivanja, sodelovanja, da sem še vedno izredno hvaležna, da mi je bilo to dano, še posebej, ker je bilo to zame osebno v času, tudi za Slovenijo, ne, prehod iz komunizma v demokracijo. Ja. Če smo prej živeli dvojno življenje, nekaj sem bila v šoli, v javnosti, nekaj pa doma, nekaj v cerkvi, nekaj na ulici, je skavtstvo ponudilo prostor, kjer jaz sem temu rekla, da sem odkrila management of change. Kako znova odkrivati svojo identiteto, kdo sem, opuščati dvojnost, ki smo mi prej ponovno odkriti vrednote. Pri skavtih je bilo tudi to sodelovanje v skupnostih voditeljev, moški, ženske, skupaj načrtovali smo, odkrili smo to logiko načrtovanja, preverjanje, procesi so bili, dopolnjevali smo se, pa pri uršulinkah je bil pa drug postopek, itak ni bilo moškega dela, ne smo bili samo ženske, ampak tudi znotraj sem odkrivala veliko raznolikost, ampak sprejeti to kulturo, ki ni bila tako zelo učinkovita, kot pri skavtih, na primer, ampak da je šlo vse bolj na dolgi rok, a že samo dejstvo, da sem bila noviciatov. 2 leti. 2 leti, ko sem jaz slišala 2 leti in po moji logiki, da se stvari kar hitro odvijajo v življenju, sem mislila, da jaz pol časa za faks bom vrgla stran. To je bil te prvi občutek, ne? Pa sem pa videla, da je to potrebno, da začnem umirati svoji logiki in se odpiram še za kakšno drugačno. In tega je bilo precej. Odkrivanje božje logike. To je res en ampak kdaj si to odkrila? Pač postopoma ali na koncu ali na sred začetku? Ja. Postopoma. Že dejstvo, ne, da me je poklical pri 31 letih. Meni se je zdelo to po eni strani samo doživeti klice je bilo tako močno, tako milostno in odkritje resnice mojega življenja, da jaz se tudi spomnim trenutka, kje sem bila, kako se je to zgodilo za prvi in drugi del tega klica, tudi za predhodni del. Torej, ja, klic, ker se mi je zgodil klic pri 31, tako pozno, se spomnim, da sem se svoji tedajni provincialni predstojnici pritožila, kako to, da jezna sem bila pravzaprav, kako to, da me je poklical pri 31 in ne pri, 20 ali kaj takega. Pa je ona rekla, veš kaj, božja logika je drugačna od človeške. In mi je odprla oči. Potem sem počasi začela sprejemati, Bog ve zakaj, in sem takoj, ali pa precej hitro odkrila, da sem imela pa zaradi tega možnost, da sem bila prav pri skavtih, da sem imela možnost, da sem po Evropi potovala, srečala marsikoga. Izkušnje sem pridobila, ki jih znotraj samostana verjetno ne bi. In bo že to prav prišlo tudi na uršulinski poti. Na ta način sem se postopoma, to je bil eden od primerov, da sem se začela učiti, da moja logika ni nujno skladna z božjo. A veš, da jaz sem ta svoja 20, ne? Tukaj se tudi malo ujemava, se mi zdi. Zelo sem bil hvaležen za svoje 20, res močno. Tudi zaradi, jaz sem tudi šele kasneje, ne, skautom prišel. In ta moja 20 so bila desetletje raziskovanja sveta, študija, ki sem zelo užival v njem, ne, čeprav ga pol nisem toliko uporabljal računalništva. Animatorstva, spoznavanja ljudi, potovanj po svetu z backpackingom, skozi backpacking in po Evropi, tako malo bolj službeno, poslovno, prostovoljsko, kakorkoli. Ampak potem, kasneje, sem pa dva taka zelo močno impulza dobil o teh 20. En fantastičen TEDx govor je z naslovom 30s is not a new 20s. 30 niso nova 20. V bistvu, če v 20 določenih razvojnih faz ne narediš, ne, jih pol v 30 ne boš več. In se mi zdi, da sva oba malo res lepo živela in na individualni ravni sva hvaležna za ta 20. Ne. Ampak tisti, ki pa prebluzijo v narekovajih, ne, mi da jih mogoče nisva čist prebluzila, ampak nisva pa enih odločitev sprejela. Ne. Jaz recimo moj študij se je potegnil. Del kot je redno. Katerega skauta se pa ni.
tako jih poznam. Okay. V tistem času, po moje 50 ljudi, ki so potegnili in pol tudi zamenjali veliko krat. Okay, jaz sem vmes še tako zamenjala smer, tako da sem ponavljala 3. letnik in potem pa dejansko zaradi skavtstva, mi smo imeli terenske vaje pa še v maju, tako da takrat izpitov jih ne delaš, ampak ko sem se skupaj iz kombinacije skavtstvo pa stil študija gozdarstva zadeva potegnila. Ampak seveda sem to doživljala kot en neuspeh. Ampak jaz sem tudi trebila neuspehe. Ker prej iz osnovne šole, srednje šole naprej se je špilalo, na faks sem prišla. Ja. Ampak da priješ nekje v svoje globine in da se odpreš, tudi za Boga še bolj, je pa včasih res potrebujemo tudi izkušnjo neuspeha. Ja. To je tudi najbrž s tveganjem malo odvisno. Ne? Pač nekaj je iti po vnaprej predpisani poti šolskega sistema, nekaj je pa postavljati na noge nacionalno mladinsko organizacijo, praktično iz nič, jo uveljavljati, ob tem srečevati mnoge različne ljudi, te kaj potegne. Ne? To je pač bolj, ko greš ven iz teh utirjenih con, več je tudi možnosti za neuspehe in bolj dinamično je tudi življenje. Ne? To me zdaj spominja, kar si opisoval, temu jaz rečem, to je zdaj precej let potem, krščanstvo, ki se ga hodi peš. Ker mi smo bili navajeni hoditi po enih utrjenih poteh, po cesti, včasih kar železnico. Zdaj je pa čas, v katerem pa duh kliče na tudi malo druga pota, da stopaš dol z teh glavnih cest, to so pa pol pota pešpoti, kolovozi ali pa celo brez potja. In ne vemo toliko navzven, kaj točno je tisto, kar nas pripelje na taka pot, ampak velikokrat je potreba poslušati od znotraj in potem seveda poskusiti pa v realnem svetu, v konkretnih zadevah. In tle je pa pol tveganje, ker takrat pa greš na nekaj novega, neotrjenega. To so zdaj te časi. Ključno se mi zdi to, kar si rekla, poslušati znotraj. Še posebej vas vidim redove v zadnjih 10 letih pod nekimi velikimi pritiski in preizkušnjami. Tako jaz vas doživljam, to mi je zelo dragoceno tudi spregovoriti s tabo. Ja, gre za čase prečiščevanja, pa tudi seveda preoblikovanja in iskanja, kaj je tisto, kar duh želi dela z nami, pa hkrati je tudi umiranja. V smislu izpuščanja iz rok, kar pomeni še večjo vero, prisluškovanje, preobražanje, učenje. Učenje, kako danes duh deluje med nami, v nas, v meni osebno, pa med nami tudi. In prej sem hotela še dodati, ko sem prišla, si se malo začudila, zakaj nimam redovnega pokrivala, rutke na glavi. Ja, in sem pa zvedel, da že 4 leta nimaš tako, da me malo... Se mi zdi, se pravi, da moram pogledati točno, kdaj se je to zgodilo. Ampak to je bilo spet ena prelomnica, ki jo jaz, pa je skoraj banalno bi rekla, ampak ni banalno. Zdaj, ker je to zame čas, ko sem začela znotraj redovnega življenja bolj, ali pa me je začel duh bolj voditi osebno. In ena od točk, kjer se je to tudi pokazalo, ali pa kjer je jemljeno kot neke vrste začetek, je prav to način, kako sem prišla do tega, da sem prepoznala, da smo prepoznali, da sem zaprosila, da če sem lahko brez redovnega pokrivala. Zdaj sem imela tako en trenutek, en mejnik. Od takrat naprej sem še bolj zavestna v času. Zunanje znamenje nekaj mečken nove notranje drže. Tako. Ali da takrat je pač duh mi tako nežno rekel, prosi še enkrat. Jaz si bila zavrnjena? Prvič. Ja, prvič, ja. Ja. In spustiš, ne umreš, spustiš iz rok, potem pa poskusi še enkrat, prosi še enkrat. In je prišlo. Daj povej ena taka žuta štampa. Če ti že ob vstopu ne bi bilo treba imeti rute, bi ti bile uršulinke bolj privlačne? Verjetno, ampak bistveno pa ne bi bilo. Ni bistveno redovna obleka. Ja, itak je bilo precej zahtevno, ne to sprejeti. Ampak ko je milost na delu, glej, sprejmeš cel paket, vse, ne. Redovna obleka, redovno pokrivala ni najbolj pomemben del pri celi zgodbi.
Ja, dobro si rekla, ko je milost na delu. Se pravi, jaz si to tako predstavljam, veš, jaz imam rad številke. Ne? Mi se tam preigravamo za 1 evro, 3 evre, 5 evrov v teh vsakodnevnih odločitvah. Kaj pa milost na delu je pa tako, da bi dal en na mizo 100 evrov. Ne? In tiste 1, 3, 5, ne, v smislu ruta, krilo, sploh ni pomembno, ker je milost čisto v drugih velikostnih razredih. Pol so pa spet obdobja, ko milosti ni. Seveda je vsak dan en je težko, ampak se pa tudi navadaš sprejemati ene stvari, pol pa tudi gremo na globino in dejansko potem neke vsakdanje zadeve postanejo malo rutina in je sestavni del tega. Pa gledamo tudi v perspektivi večnosti ali pa Božjega kraljestva, ko pogledaš nazaj, pa vidiš, da okay, to je začasno. Ampak tudi začasne stvari poskušamo urejati z eno modrostjo pa pametjo, pa se prilagajati, ne delati prevelikih bremen, kjer jih ni potrebno, a hkrati ene stvari pa obdržati. Ti, ampak kako ti doživljaš to transformacijo? Zelo lepo mi je bilo, ko si rekla to umiranje, opuščanje. Tle nam je v pomoč, samo meni osebno, za obljubo uboštva, pokorščine tudi. Pa uboštvo najbolj, jaz temu rečem, iti v nulo. Se pravi, vedno znova lahko odkrivam, da sem na kaj navezana bolj, kot je pa potrebno, ali pa nasploh sem. Moja temeljna navezanost je na Boga, na Kristusa, Očeta, poslušnost Svetemu Duhu. Zdaj, kadarkoli pride vmes nekaj, kar to ovira, zamegluje, potem je tudi težje kakšne stvari izpuščati, poslušati drugega, odstopati od svojega. Ko pa sem v tem, potem je lažje, ampak ni nikoli čisto enostaven, ker naša človeška narava je odrešena, ampak je še vedno ranjena v Boga, tako da. Ampak vedno več izkušam, ko imamo tega, da če nečemu umrem, da smo obojeni, se pravi okus tega novega življenja, ki prihaja, potem ne traja en teden, da jaz tisto zmorem, ampak se to skrajšuje čez noč, 2 dneh ali pa v 5 minutah ali pa takoj. V tem je to lažje, ampak je pa bistvena dinamika in bistveni del tudi našega krščanstva. Živimo velikonočno skrivnost in če želimo živeti v moči krsta, pa s tem novim življenjem, ki ni iz nas, ampak je Božji dar pritekal nas, prihaja točno najbolj skozi te točke, tam, kjer umiramo. Tako da biti voditelj, pa imaš te izkušnje, ali pa biti mož, pa imaš te izkušnje oče doma, to so zelo rodovitna področja za naše delo, delovanje. Ti, ampak se mi zdi, saj že jaz, ko sem zelo od zunaj vas opazoval in tudi ostale redove, mnogo, jezuite, naprimer, ali pa tako, pridejo kar negativna novica za negativno novico o tej. A veš, kaj me zanima, a si se ti teh novic, kako jih ti to gledaš, kaj je vsem to tvoja družina na nek način, ne? Okay. A si se jih navadila? Ali si pol, kako jih doživlja, kakšen je ta tvoj cikel pol čustvovanja tudi ob tem, koliko časa te to potreje, ali te sploh noč, ali si imela neke predstave, trdnosti, ali si dejansko toliko brez predstav, da rečeš, ok, to je to, gremo naprej. Več stvari bi se dalo o tem govoriti, upam, da nam pozabila bom, kar si jezuite omenil, tam mogoče ena misel, druga še nazaj na nas, kot Uršulinke, mi že nekaj let hodimo obdobje poglabljanja, prečiščevanja. In se mi zdi, da v malem hodimo to, kar cerkev je tudi poklicana, da hodi ta klic k sinodalnosti, preobražanju, pastoralnim spreobrnenju, med drugim tudi ena faza vmes. In to gre na ta način, da se dogaja nek razpad. Ker se ti pogledaš zares v oči, vidiš, kakšni so problemi, česa se prej ni izreklo, pa se potem izreče. To je najprej neke vrste kaos in boleče, odvisno koliko so stvari zakomplicirane, če tako rečemo. Ena faza, skozi katero je potrebno iti. In ko pa se to predela, ko se spušča noter duha tudi, pa človeškost naša, ki se upira, potem nastaja nekaj novega. In to ni enostavno. In mene je zelo veliko stalo, me je pa tudi zelo veliko spremenilo. Ja. Kar se tiče pa zdaj še tega, da slišimo od drugih, pa odvisno v kakšnem odnosu smo bili, koliko nam je, če gre za konkretno osebo, ki naj bi, recimo, ko govorimo o Marku. Nisem sam to mislil, ali pa minoriti, recimo, a veš? Pa kakorkoli rečemo, odvisno zdaj, koga je. Veliko nekih redov je zelo na preizkušnjih. Ja. In če se dogajajo stvari,
ali pa z osebami, ki nam veliko pomenijo, ali pa smo jih cenili, ali karkoli že, ne, je pa toliko bolj zadene. In je treba pa pri sebi, jaz sem pregledala, kaj je moje stališče, kakšna je moja navezanost, kakšna je moja odvisnost, kaj sem mogoče slepo verjela, kaj je bilo utemeljeno, kaj sem prejela, vse to daš nekje na tehtnico. In prizadene, boli, šok je, a spet, večkrat ne se a spet, ampak pol je pa po meni ključno najti trdna tla, temelj. In potem meni je reševalo, ker sem zaznala, da sem poklicana k ljubezni. Ok, moj klic je k ljubezni in torej to mi je bilo kot en odboj od tal in sem spet ostala v življenje. Ne. Tudi če nekdo v cerkvi, seveda grejo stvari narobe in to prizadane nas kot telo, ampak še vedno ostane pa ta naša zmožnost ustajati, iti za tistim, kar je naše temeljno poslanstvo, naša poklicanost, kar nam Bog daje, temu slediti. In to je, jaz sem poklicana, da ljubim in to mi je dvigalno in pa greš naprej. Na ta način jaz tudi pa vseh drugih stvari, ki se zgodijo. Preveriti, poskušati, slišati v resnici, kaj se je zgodilo, kolikor je nam možno, se vsega ne moramo nikoli vedeti, najti svoj temelj, trdna tla in od tam naprej. Ampak po drugi strani pa tako, meni je zelo zanimiva ta podoba hudiča kot razdvojevalca, kot tistega, ki razbija skupnost. Ne? Ima dva možna pogleda na preteklost, ne? Ali da je zdaj hudič vstopil noter, ker se skupnosti toliko razbijajo, ne? Tudi na drugih področjih, ne samo v redovih, ne? Ali pa je ta hudič že ves čas bil prisoten, sam se ga pač ni izreklo, to si zelo lepo rekla, ne? Da to tudi doživljaš kot neke vrste osvoboditev. Se pravi, ko pride ena taka stvar, doživljaš osvoboditev, ker se, tako sem te slišal, no? Ker se tisto, kar se prej ni izreklo, zdaj izreče. Več stvari je. Novo vino v nove mehove. Te mehove, če želimo sprejemati duha, potem mora biti naši mehove, naša človeška narava ne perfektna, ne, ampak prepoznana, izrečena, spoznana, tudi ozdravljena, če je le možno, osvobojena, odrešena. In to ni kar tako, da se ne zgodi z eno čarobno palico, ampak je pot, je proces. In zato je ta pot v sinodalnost tudi pot spreobračanja, osebno ali pa kot skupnosti, tudi struktur. To je sestavni del, ampak potrebno je pa poimenovati, v čem so težave, kakšen je problem in je treba, če imaš nogo zlomljeno, zdaj ne boš hodil okrog pa sam tulo, kako boli, ampak greš zdravniku, da se to uštima in potem tudi, če bo kaj še problem še ostal, da ne boš lih, ne vem, top vrhunski smučar naprej, ampak boš pa, ne vem, dobro hodil še. Skratka se prilagodimo, ampak kar je treba poravnati, poimenovati, popraviti, si odpustiti, se spraviti, se naučiti prilagoditi, to je potrebno narediti, da lahko duh potem več in bolje dela v nas. V tem je viden ta proces prečiščevanja, osvobojevanja. Je pa to, kjer so rane, kjer smo ali pa preveč utrujeni, preveč nekje ujeti v nekaj, tam je pa tudi še več priložnosti za delovanje skušnjavca. To pa tudi drži. Ločevanje, ja, to je pa priljubljen način. Priljubljen šport. Je pa dosti težko prepoznati, zato ker gre prav za to vprašanje, kdo ima prav? A imam jaz prav, a ima tisti, ob katerem sem prav, pa se lahko razlikujemo. In zato je spet pol to razločevanje, tlenote prijeti, se pravi, res rabimo svetega duha, da odkrivamo. V bistvu nima ponavadi noben, ne? Noben nima ekskluzivne pravice, ne? To je pa ena velika, bom rekla novost, ampak velika lekcija tega iskanja skupaj, hoditi skupaj v svetem duhu. Sinodalnosti, ja. Da res vidiš, da je zelo pomembno, da vsak išče na polno pri sebi svoj delež, ne? Ampak dejansko pa mi skupaj pot naprej odkrivamo s tem, ko vsak svoj delež pridaja in pol tisto skupaj pogledamo in vidimo, v katero smer. Tle se moramo tudi naučiti, se nismo bili navajeni tega, tle nam manjka marsikaj pri tej sinodalni kulturi ali pa skupnostnemu razločevanju. Manjše česa se imamo za naučiti, ja. Tudi v družinah, ne? Ja, ta klic v eno občestvenost, hoditi skupaj s svetim duhom ali v svetem duhu, to je klic najbolj aktualen pa v raznovrstnih oblikah, bom rekla, skupnosti. Ne gre sam za cerkev v strogem smislu, ne župnije, ampak mislim, samo ni to zanimivo, če gledava in družine in uršulinke.
pred tako 30, 40, 50 leti so bila neka pravila, ki se jih pač ni prekršali in v družinah in v uršulinkah. Znotraj njih se je lahko dogajalo marsikaj, ampak so pravila skupaj držala. Zdaj je pa kot ena res čist nova doba, ko se vsa pravila lahko ruši in je po svoje lepo, ker se jih lahko ruši in se v besedi tisto, kar se prej ni, pa se noter ne dogaja tisto, kar se prej je, svinarija. Po drugi strani pa ta pravila čist načet skupno držijo in gremo v en nori individualizem. Po moje peku je glih to. Peku je skrajni individualizem, po moje. Ja. Zato je tako pomembno, da mi prebujamo, pa negujemo in razvijamo to občutljivost za delovanje Svetega Duha. Pa tudi spoznavanje samega sebe, da odkrivamo, kje smo resnični, ker tam priteka življenje. In to ni zgolj v sebi, ampak v odnosih z drugimi. Sprav, eno in drugo je pomembno. In potem najdeš tiste področja, tako kot so prej rekla, krščanstvo, ki se ga hodi peš, ko ne greš več po enih utrjenih znanih poteh, samo po Čopovi ali pa po... Po brezpotih greš, ne? Ja, in se moraš znajti po tistih brezpotih in imamo ta notranji kompas v srcu. Ti moja gozdarka. A ne skautinja. Oboje. Te stvari potem zelo prav pridejo. Seveda imamo različne vloge, ne? Nekateri smo taki bolj pionirji v tem smislu, da odkrivaš, raziskuješ, pa se malo poti utrdijo nekje, potem se pa po tistih še kdo drug pridruži, pa se skupaj hodi. Potem mora nekdo to malo bolj stresirati. No? Ja. Pa spet dobi. Zato rabimo drugega, pa različne darove, ki jih imamo, da jih damo na skupno. Ampak tam, kjer je pravo mesto tvoje, tam začutiš, da si živ in ne glede na to, da svet razpada, videti je, kot da razpada in dejansko se to odvija, hkrati klijajo nove stvari. Kot so zadnjič rekli tam na tistem srečanju katoliških župnij, ta Božja prenova, Divine Renovation v Angliji, ne, in govoril, samo tisto, kar je bilo na spletu. Ja. Krščanska doba, pokrščanska doba v Angliji, ne, pa zdaj pa nekateri gledajo, da je spet predkrščanska. Ja. In je veliko več ene sproščenosti in dejansko poslušanja, gledanja, opazovanja, kaj duh, kje duh dela, kaj prebuja in se poskuša to slediti. No in ravno se mi zdi take zgodbe, kot jih tudi na nek način ta podcast prinaša, so del tega, jaz to spominjanje ne gledam zaradi nostalgije. Ta biografsko učenje, kot se mu strokovno reče, ne, je zato, ker prispeva k identiteti, istovetnosti človeka in pol posledično tudi k njegovemu poslanstvu, k odkrivanju njegovega poslanstva. Ne. Tukaj me res zdaj zanima, če si za, no, da se vrnemo na čisto izhodiščno vprašanje, na tisto tvoj dvodelni film. Jaz sem vstopil v drugem delu, če te prav razumem, oziroma nisem sploh vstopil. Jaz sem bil stranska vloga v tvojem drugem delu. Rekla si, da se obeh dogodkov še zelo, zelo močno spominjaš točno, kje si bila, kako si bila. Ja, v bistvu lahko je bilo še več faz pred tem, ampak tako bom rekla. Meni se je zdelo, ko sem malo spremljala nazaj, kako se je moj klic odvijal, da je bilo kot film. Zdaj, ko so bili tudi neki notranji zvočni efekti, vse mi je bilo presenečenje. Prva faza je bila nekako v tem, je bilo vznemirjanje, neko vznemirjanje, iskanje. Kaj je tisto, kar je zdaj pomembno, bistveno za moje življenje? Ampak to je bilo najbrž tudi malo starostno pogojeno, ne? Mogoče, ne vem, ampak mislim, da ko pride Kairos, ko pride tista polnost časov, takrat duh lahko, pa tudi potrebno je, da nekaj naredi in če je srce pripravljeno, da posluša, se odziva in sledi. Zame je bila pomembna Marija v tej fazi, ker me je ona spremljala in sem čutila njeno bližino in tako sem delala ene korake in tudi v tisti fazi, to je povezano z enim fantom, kjer je bilo nek poskus, ali je to bo pot v smer zakona, ampak se je pokazalo potem v tem iskanju jasno, da ne. Ampak ena vmesna faza je bila, da sva bila skupaj na Brezjah in tam sem jaz pred oltarjem Marijo spraševala, kaj zdaj to je, kaj bo, cak in slišim, zaupaj. In meni je bilo tako, kako je, od koga, kdo mi to rekel, ne? Ampak sem sprejela in to res trdno ohranila in bi tudi vire ne zmede, ne? Zaupam, kaj, komu. Ampak vidiš pol spet moja logika, Božja logika in počasi se to prečiščuje. In to je bila prva faza, pol je bilo, vem, da sem
temu je sledilo posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, ker sem iskala do patra Leopolda Grčarja, sem tako nekako prišla. Se je tudi daljša zgodba, ampak bom reč kratko naredila. To je prav obretnik, ali kaj? Ja, je bilo, ja. Ene kratke duhovne vaje so bile, to je bilo pred letom 2000. Je bila spodbuda kot priprava na leto 2000 in takrat to je bilo v Nazarih. Jaz sem šla tja samo zato, ker sem rekla, da grem na ene mini duhovne vaje, se je dobro, a ne pa lahko tam vprašam, kaj se to meni v življenju dogaja. In sem tam šele odkrila, da so bile to duhovne vaje z namenom posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu. Jaz sem se najprej upirala, ker noben me ni vprašal za to. Jaz nisem prišla s tem namenom, ampak mi je bilo razloženo, da je to dejansko, da se izročiš Božji ljubezni. Sem rekla, ok, s tem pa nimam problema. Pa še skavtsko obljubo sem takrat prav ob tem obnovila, ker se mi zdelo, da iz tega živim. To je del moje identitete tudi. Potem so se stvari odvijale, ampak tisto ključno je bil pa 25. juni 2001. Dopoldne sem imela prvo srečanje za duhovno spremljanje, pa je bilo več vprašanj kot odgovorov. To si pač omislila čisto zato, da malo razpucaš to področje, ali te prav razumem, duhovno spremljevalko. Bila sem na duhovnih vajah, v začetku maja, pa mi je takrat spremljevalec rekel, glej, prejemaš milosti, ne zapravi jih, dobro je bilo, da imela enega spremljevalca. Sem rekel, kakšne milosti? Jaz sem bila še tak, kako se reče, nevednica na tem področju. In pa sem malo z logiko, imam že prijatelje, skavte, imam prijatelje, duhovnike, imam ženske prijateljce. Na duhovnem področju ena ženska, tega pa nimam. In pa sem prišla si tako našla manjkajoči kvadratek. Tako, ja. In pa popoldan po tem prvem srečanju, popoldan sem rekla, jaz rabim neko jasnost, tako bom naredila kakor v duhovnih vajah. Rečejo, ko se v molitvi izgubiš, se vrne nazaj k Božji besedi. In sem šla v sobo, na koncu sem imela to podobo Jezusovega Marijinega srca na steni. Vstopam v sobo, vzamem Sveto pismo, ga odprem in se mi odpre na prvem pismu Filemonu, 19. vrstica, cak. In v tistih besedah se mi dolguješ celo sam sebe, a se meni zgodila Božja beseda, kot se reče, in je bilo osebno razodetje Jezusa Kristusa kot tistega, ki je ljubezen mojega življenja. In je bilo res globinsko, močno in sem vedela, da je zame življenje spremenjeno. Da se ne bom poročila, to sem vedela. Ne? To je bila ta prva faza. V trenutku si vedela, da se ne boš poročila. Mi je bilo jasno, da to pomeni, da je to. No. Pa je bil ta občutek bolj kognitiven ali so ga spremljali tudi zelo močne čustva? Ali? Ne vem, celostno globino, jaz ti ne znam povedati, ker to greš noter in se ti svet odpre in se zaveš ene resnice, ki je verjetno vdor milosti, ki ti to razodene. Ampak pa sem pa še čez poletje iskala, ker sem bila prepričana, da bom v svetu delovanja na ta način. Pa sem bila pa na 2 porokah, ki sta me pa zgleda vseglih malo nagovarjali. In sem 9.9. ponovno molila doma, prav res, prosim, povej mi, kaj to je. Cak in je prišel spet notranji glas, OSU, Ordo Sancte Ursule, Uršulinke. To je bil pa šok. Ampak tak. Pa bila ta spremljalka tudi Uršulinka, ali? Ja, bila. Ampak to, kar sem jaz slišala, jaz nikoli nisem razmišljala. Jaz sem bila recimo 1 leto v Angliji, smo študirali, pa je bila tam ena Nemka prijateljica, ona je raziskovala, kam bi šla, kam bi vstopila. Ne, to za meni je bilo leta 1999-2000, to je malo pred tem. Tako da, ko mi je bilo to rečeno, sem razumela, zakaj gre, in mi je bilo šokantno dobro. Ampak čez 1 uro pa pol mi že ni bilo več tako dobro, ker sem se začela zavedati, da to je pa zelo velika sprememba življenjska. Ja. No, to sta bila ključna, pa še ene duhovne vaje, pa decembra, januarja je bilo že jasno, da lahko vstopam in pol si prišel na vrstati Matej. Stranska vloga. Lepo. Katere so pa bile tiste stvari, ki si jih najbolj obžalovala tisto uro pa pol po tem? Ja, stopati v en sistem, se mi zdelo, da izgubiš. Najbolj sem jokala na kakšnih pogovorih, ko sem gledala hribe tamle od zadaj, skavtstvo, prostost, hoditi okrog. Že polkrat si bila noter, ne? Ja, predtem pa, ne veš, tako veliko tveganje, kaj bo dejansko možno živeti v eni svobodi, da ne pomislim na redovno obleko.
vse to, no, ampak Ja, ta svoboda se mi zdi res pomembno vprašanje. No. To je bilo res poudarjeno pri tebi, tak poklic si imela gozdarski, a ne, kaj je res simbolika svobode iz njega ven tolče, no? Ja, to sem se odločila. Pa skautin je tudi, a veš, je tudi neka svoboda, no? Zato, da ne bom v pisarni. Zdaj pa veliko časa preživim tudi v pisarni. Ampak je, mogoče tle na kratko se povzame daljša pot. Jaz imam eno skovanko, jaz se imam za plezalko srca, The Climber of the Heart, v tem smislu, da tudi kar se tiče gozdarstva pa skautstva, ena notranja načela, drže sem ohranila. In jih uporabljam drugje, rekla v mojem duhovnem telesu, ne navzven, čeprav še vedno grem rada ven, kolikor je možno, in jih tam noter živim. Ja. Na nek način, skoraj bi rekla, eshatološko, to, kar bomo potem, ko bojo naše telesa spremenjena, bomo v polnosti živeli, je zdaj v enem manjšem zametku znotraj življenja, ki nam je še tu dano, poskušam živeti. In je več svobode, ki pa drugačna od te, da bi se šlo lahko kamorkoli, kadarkoli. Se nihče ni čist tako prosto, ne. Smo povezani s kom in pokorni marsikomu. Mene zmeram tisto tlomk pa spomen, ne, zdaj, ko boš pa odrasel, te bojo pa drugi opasovali, ne. Do tega treba pa dozoreti, ja. Notranje svobode je skozi več najbrž, če približno v redu skladno z Božjo voljo živiš, ne, zunanje je pa skozi manj, ne, telo pač hira, ne. To pa lahko vidim pri starejših sestrah, kako se te stvari odvijajo in potem kako zorijo in se nam res zgled. Ampak se mi zdi ta notranji svet, samostan je prav simbol prebujanja notranjega sveta. Kako ti vidiš to razmerje? A veš, se pravi, zunanji svet zapustiš, da se notranji bolj zbudi? Ja, je. To je pot nas redovnem življenju. Dejansko tudi temelj za obljub, a pa za obljube v osnovi so take, že Primož Roglič pravi, ko že no risk, no glory. Če ne tvegaš, ne dobiš ene nagrade. Pri nas, mislim, zakaj bi bili mi mogoče bolj deležni nekega duhovnega življenja ali pa Božje bližine, pa ne pomeni, da je to nam izključno, ker sploh ni. Vsi, ki smo krščeni, imamo to pot odprte in te možnosti, ampak dejansko se odpovemo nekaterim stvarem, ki so naravno zelo dobre, in odpoveš se zaradi tega, ker je nekaj še boljše. Ne slabše, ampak še boljše, in to samo na sebi, čemu se odpovemo, recimo zakonsko življenje, ne, ni zaradi tega nekaj slabega, nasprotno, ne, odpoveš se vedno nečemu dobremu, če ne, nima smisla se odpovedovati. Tako dejansko te odločitve, te odpovedi se zgodijo. Ja, tako kot kakšni otroci, ki se solati odpovejo za posta, veš, ker že prej niso marali. Ja, ne tako. Podobno. In je globlje vstopanje v velikonočno skrivnost. In če ne okušamo, da prihaja resnično Božje življenje noter, potem mi smo ovenele mladike. Če pa se zgodi, in možno je, da se zgodi, ampak se mora v resnici zgoditi, potem prihaja do tega notranjega sveta, ki se razširja, poglablja, napolnjuje z enim veseljem, več potrpežljivosti. Te darovi duha so potem bolj tudi občutljivi. Ne občutljivi, ampak se razodevajo v nas. In kako se to v 22 letih pozna zdaj? Recimo moj notranji svet je zelo, zelo, zelo drugačen, kot je bil pred 22 leti. Takrat pa naj je takrat oba dva že klicalo. Ja. Ta ista oseba, ki so jo takrat videla zelo drugače. Kako ti doživljaš? Vsekakor poznam, da imam duhovno telo, duhovne okuse, čute, da lahko vidim globlje. Kaj to pomeni, da bolj prepoznavaš že? Jaz to vidim podobno kot naša sveta angela, ki imamo pri nas v kapeli, kot romarka je naslikana s tem mozaikom, ampak ima zaprte oči in tle na prsnem delu ima golobo kot simbol svetega duha. Včasih vidiš skozi globlje in več. In to, da prepoznavam v naravi stvarstvo, da prepoznavam Božjo govorico, da lahko berem, kontempliram svet okrog sebe in prepoznavam njegovo delovanje,
da odkrivam občestvo, darove, kot življenje. Vse to je del tega notranjega sveta ali pa ženska, da nisem jaz samo jaz, ampak so sestre moje večje, širše telo, pa tudi cerkev, da doživljam, da niso to anonimneži, ampak so moji bratje in sestre. To je vse del tega mojega notranjega sveta in ne vem, to lahko razbiram. Prej sem bila razcepljena na nek način, fragmentirana po koščkih. Zdaj pa tudi celota, notranji prostor, veliko lepše, lahko sem bolj pogumna, zato ker poznam tudi svoje krhkosti, šibkosti. Vem pa, odkot moje življenje dejansko priteka in to je ljubezen Svete Trojice, ki je v meni. Niso samo besede, ampak je izkustveno otipljivo. Lahko pričujem, da to je res. In ne zato, ker so mi rekli, ampak sem nekaj prebrala, ampak ker sem izkusila. Da so to dvoje sklada, kar je napisano, pa kar je izkušeno, to je meni zelo lepo. To je res, ja. Ta razlika med besedami, ki jih slišiš o veri, pa med izkustvom, ne? V spovednikovi noči je Tomaž Halik zapisal to, kar itak izkušam, ampak tam je bilo nakratko opisano, kot da je to hermeneutični krog. Se pravi, Sveto pismo razlaga življenje in življenje razlaga Sveto pismo. Se pravi, recimo, da dnevna molitev si vzamemo košček Božje besede ali iz tega, kar bere cerkev ali iz česarkoli in tam te nekaj nagovori, ti odpre en pogled ali v odnosu do Boga ali pa do življenja, karkoli že, ne, poslušnost nečemu. In potem v življenju se ti nekaj zgodi, kar ti potrdi tisto ali pa te Božja beseda v tisti situaciji vodi in rečeš, resnična je bila. In enako, ko bereš v Svetem pismu nekaj, pa se ti odpira in kar naenkrat svoje življenje razumevaš. To je povezano eno z drugim. In ta dinamika, ko enkrat vstopiš v to, pa vidiš, da res tako deluje, je en izvir življenja za nas kristjane. To je to, kar je bilo prej fragmentirano po koščkih. V fragmentaciji, Sveto pismo pa življenje. V fragmentaciji pa tega, to ne obstaja. Imaš pa vse tako ločeno med sabo, si pa samo v eni točki, pa priješ drugam, pa si spet v drugi točki in ne enega pretoka. Ni povezanosti, to Sveti Duh dela, to ljubezen nas v bistvu sestavlja. In tle noter imajo prostor tudi naše težave, problemi, ker ljubezen v vsem tem še vedno obstane, zdrži, samo mi se moramo naučiti se temu približevati ali pa nekaj zdržati v tem. Zato mislim, da je izpred 22 let pa zdaj razlika bistvena v tem, da je ljubezen verjetno več mene dosegla znotraj, prepojila, povezala, da je nekje bolj ena večja celovitost znotraj nastala, občutljivost tudi, čustveno, bolj umirjeno. Včasih se mi zdelo, mama mia, v začetku formacije, pa se kar naprej so neki problemi, neke težave me mečejo ven iz enega ravnotežja. Zdaj vse je lahko bolj skladno, ampak hkrati lahko tudi bolj boli. Ampak hkrati lahko tudi več veselja in lepote. To mi je zanimivo, kako to srce, ta tvoj fundament, ta tvoja osnova, o tem si govorila, ne o nekem spoznanju, pa to govorila si o jedru, ne? Zato rečem plezalka srca, ker se vemo, ne, da je po stenah, pač od dol gor, ali počasih se tu spuščaš po steni navzdol, se pleza vedno, če je ponavadi, smo v navezi, je nekdo, ki spremlja, ampak je pa eno tveganje in ne veš točno, kje so oprimki, ampak ko ti paš spoznaš tudi določene smeri, tako je srce, nekaj takega. In tako skupaj v luči moči Svetega Duha, v navezi z njim se to premaguje, osvaja, odkriva. Ker ravno to mi je pa zdaj zanimivo, ti si mnoge različne funkcije že opravljala v tem redovništvu, in bi si človek rekel, pa kaj ima to skupnega, ali pa ti tvoji hobiji, recimo, če jih sam nekaj naštejem, se pravi, ti si tam pri Svetem Duhu, si bila vodja tistega doma tudi, ali ne? Eno leto sem nadomeščala. Dom duhovnih vaj. Eno leto sem nadomeščala, drugače sem pa pomagala. Ja. Pa potem skrbiš tukaj v centru, kjer imate, čeprav razumem, veliko nepremičnin, za vse nekaj, to, v bistvu management na nek način, kjer so najbrž sestavni elementi, odnosi s strankami, obnove, pogodbe in tako naprej. Ja. Potem recimo tehnologija, tvitanje, najbrž tudi
kakšno delo z mladimi, tvojtiva, telesnost, vse te stvari, a ne? To je bilo, ja. Res različne stvari, ki grejo pol iz tega istega duha ven, ne? In sem spraševala, ko sem bila mlada sestra Jezusa, kaj lahko delam kot Uršulinka? Pa je bil odgovor, vse, samo da si tam, kjer te hočem jaz. Ekolat. Veš, kakšen odgovor je to. V redu, ne, vem vse in ne vem dosti, ampak to sledenje duhu in ja, to je tudi en del umiranja. Jaz sem bila prav srečna, ko je bilo zapisano v statutu Uršulinskega zavoda, kdo je lahko direktorica, ne, in kakšne izkušnje je treba tam imeti. Sem rekla, to ne bom jaz nikoli, super. Jaz to sem. Zdaj sem, ne. Si vmes pridobila te izkušnje. Ampak je fajn, ker to je en prostor zdaj prav, kjer se učim biti misionarska učenka. Aha. Kaj to pomeni? Veš, ta sinodalnost zdaj je klic, velik klic, res odkrivam, da duh dela. V smislu tebe privlači ali vas kolektivno? Me privlači, pa tudi skupaj, kdaj delamo te stvari in se zanimamo, ne bom pa rekla, da smo zdaj vse v prvih vrstah. Navdušeni. Ampak je to, živimo občestveno življenje. Mi smo del tega toka, ki ga duh vodi v naši cerkvi. Ampak to biti misionarska učenka, to papež Frančišek spodbuja, vabi, je del te sinodalnosti, ne, poslanstvo, ki izvira iz občestva cerkve. To je enostavno govoriti, težje pa to delati, zato ker se moramo spremeniti od noter in odkriti, kaj je tisto, kar nam postavlja ovire, da nismo taki. In jaz vidim, da tega se moram najprej učiti, pa to sprejemati, odkrivati doma. Kako si ti osmišljuješ to svoje direktorovanje zavodu kot prihodek Uršulink, zato da lahko druge stvari počnete, ali to skozi to misionarsko? Ker vem, da boš najbrž rekla malo bolj misionarsko, a ne? Najbrž je prihodek tudi sestavni element tega, vse ne bi tega počela, a ne? Vsekakor je to potrebno. Potrebno je. To potrebujemo. Če želimo, da te ustanove, ki jih imamo, pri nas delujejo, da je trenutno samostan tam, kjer je, da so lahko študentke pri nas, je potrebno, da nekdo skrbi za stavbe, pa da imamo tudi prihodke in to je delo, ki je potrebno. Jaz sem to doživljala zdaj v preteklih letih, malo podobno temu, kot se je dogajalo apostolu Pavlu, ko je imel tista svoja tiha leta, ko je delal in so bila tudi ena leta preobrazbe, po moje zame pa tudi velika preobrazba. Malo slikovito bom povedala, tudi kar se tiče mojega molitvenega življenja. Da sem jaz prišla iz novicijata od Svetega duha, sem bila tudi mlada sestra tam, se mi zdelo, da je bilo notranja podoba je bila za mojo molitev kot metanje na koš na igrišču. Lahko je to ekipno tudi, ne, da je par ljudi, pač malo tapkaš žogo, vožeš na koš, zadaneš, ampak približno ta cilj imaš, ne, in je nekaj veselja, nekaj vztrajnosti je potrebno, ampak je dost obvladljivo. Imaš ti svoj urnik, kdaj greš lahko malce, Božje besede, srečanje, povezava življenjem. Ko sem prišla po Ljubljano, v to se pa zadeva če spremenila, to ni delovalo. V resnici sem odkrila, notranja podoba je bila, da sem na surfu, na morju, valovih. In kar naprej si pod vodo, pa zlezeš gore, in treba drugače naučiti in se mora naučiti moliti sredi življenja, sredi dela, sredi razbirati, kje Bog deluje v ekonomiji, financah, v tem, da so kar naprej klicali, pušča voda, ne dela to. Meni je bilo to, sem mogla spregledati. In sem pravila precej let. Če imaš travme s to vodo, veš, zato si rekla surf, je pušča. Veliko je bilo, bi se dal marsikaj pogledati, se boš tam prebral kakšne zgodbe. Tako da je bilo to čas preobrazbe. Neke vrste puščava, neke vrste, hkrati pa velik klic k služenju, sprejemanju, odkrivanju Božjega delovanja v svetu. Tle smo si malo mogoče bliže zdaj, kot pa bi si lahko bili prej, ko sem bila... To je jaz kot družinski oče, ne? To misliš? Ali pa tudi, ko si v službi, zaposlen, jaz sem v službi... Pač z vsakodnevnimi stvarmi se ukvarjati, ne? In tam noc prepoznati. Življenje samostane zdaj doživljam bolj kot, da nimamo enih zidov samostane, ampak semi-permeabilno membrano. Življenje prihaja noter. In to zahteva nove veščine, pa tudi notranje, drugačno samozavedanje, pa zavedanje Boga, pa molitev predvsem. Res mora biti. Katera podoba samostana ti je pa ljubša drugače? Ta bolj zaprta
Ali bi rada tako, ne? Sej fino pol, ne? V delovnem času naj bo propustno. Vsekakor potrebujemo prostor, ki je pridržan nam, prostor dejansko odmika za Boga in tle imamo glede na družinsko življenje privilegij. Ker se lahko umakneš, je kapela svoja soba, kjer ni drugih. Smo pa kje druge pa nimamo, ne? Pa vi imate, tako da je plus in minusi so na vseh straneh. Ampak sicer pa vseeno smo to veliko željo biti za ljudmi, pa za ljudi. Zdaj, kako pa to živeti v danih razmerah, je pa ta izziv velik, ki je pred nami in živimo v stavbah, ki so lahko izgledajo kontra temu, ne, naši zidovi niso semipermeabilna membrana, imamo pa 6 vhodov. Pa znotraj so ljudje, nas je čez 200, recimo dnevno, ker so, ne da se jaz srečujem z 200 ljudmi, ampak vendarle vsaj 200 ljudem omogočamo, da so na raznih dejavnostih v naših prostorih in je tle treba odkrivati, kaj je pa tista sol, ki lahko z naše strani pride za življenje ljudi. A pa doživljaš svoje poslanstvo bolj kot molitev ali ga tudi doživljaš kot to srečališče ljudi? Boš uresničena tudi, če teh ljudi ne bo, pa da si ti Kristusova nevesta? Ali morajo biti te ljudje v smislu, pa ne mislim tako, kot da te provociram, ampak v smislu, če se to, da sem jaz Kristusova nevesta, nikjer druge ne vidi, pol tudi ni nič kaj dosti vredno, ne? Za nas kot uršulinke so ljudje sestavni del našega poslanstva, biti za njih. Včasih je tako, da si v ozadju, zato da nekdo drug lahko bolj z njimi. Ampak je tudi način, kako se je srečan s smetarjem, ki čisti okrog našega samostana zjutraj, je del tega mojega poslanstva. Kako jaz stojim kot dvernica v cerkvi vsade in pozdravljam ljudi, ki pridejo k nam k maši, in to je tudi način, da povem, gledajte, dobrodošli v občestvu cerkve, v Kristusovem telesu, dobrodošli, brat in sestre smo, pa ne govorim veliko, ne? Ampak tudi, to se izhaja iz tega mojega srca, kako je z njim, kako je on v meni in se pa skozi moje telo, moje geste, moj pogovor, včasih tudi govor, včasih več govora razodeva, pa če kaj napišemo. Ne? In če greva iz sedanjosti še na prihodnost, za koliko daleč naprej ti načrtuješ, oziroma kaj ti je ideal? Ker tako imamo občutek včasih, a veš, da sej tudi sta dve teoriji, dve spoznani sta na nek način. Po en strani je fino dolgoročno, po drugi strani v tem svetu to itak ni več možno. In po tretji to, kar si prej rekla, prav izraz sem si zapomnil, iti v nulo, ne? Meni pomeni nič načrtovati, ne? Ena faza je bila umiranja načrtovanja. Z tega, ker dnevno so se mi vsi načrti podirali in to je bila zame frustracija. In sem se morala temu prilagoditi in odkriti, kako imeti mini načrt, pa veliko prostora pustiti, da so še druge stvari lahko noter prihajale. In da ne vzamem tega kot en uspeh, pa da nisem nekaj groba do sebe, česa nisem vse izvedla tisti dan. Ne, je to tudi v zaupanju, da je Božja previdnost in da Bog vodi tudi moj vsak dan. En del, to je ena veščina. Ampak je načrtovanje eno srednjeročno, dolgoročno je tudi potrebno. Saj smer mora biti prava, sicer zgrešimo, lahko pridemo čist za hrbet na mest, tja gor, kamor smo namenjeni. Veliko pomaga sodelovanje z drugimi, da vsake toliko preverjamo, kje smo, pa tudi drugi do zunaj bolj vidijo, kaj je potrebno in potem sporočajo, signalizirajo, da so kakšne stvari potrebne za narediti. Tako da je ena mešanica vsega, da imaš hkrati eno bolj ohlapno dolgoročno načrtovanje, da si smer strasira, potem imaš pa mogoče še ene okvire dane, pa lepo vse dnevno. Če sem tako kaj povedala. Zelo pomembno je, s kom se dela, na kakšen način se dela, pa občasno preverjanje. Glih to sem te hotel vprašati, pa kaj preverjaš? Imaš ti recimo, tako greva konkretno, imaš ti osebni načrt razvoja slučajno? Oziroma kako zgleda, recimo, a je to bolj molitvena, ali si recimo imaš tudi idejo, kjere kompetence bi rada čez 2 leti dobila? Ne, tle sem šipka, tle nimam. Vidim pa, da ima vse glih 71 odprte. Torej, bistveno zame so letne duhovne vaje. Tam je v smislu razločevanja, da prepoznavam taktike
vsaj nekaj, no, da so glavni obrisi, kako sovražnik pristopa do mene. Zdaj tega potem lahko varujem, ali pa sem bolj pozorna, ali pa mi je v pomoč, pa da se odpiram bolj duhu, da odkrivam, kam me vabi. Zelo zaupam, trudim se zelo zaupati, da Bog vodi. Sem pa tudi jaz zelo aktivna z spraševanjem, ker če ne sprašujem, potem se nekje prepustim kar nečemu, ne, tudi ne morem videti, da me on kam vodi, ne, ker ni nobenih odgovorov. Tako da je ena taka dinamika vsega tega. Ne vem, vmes, imela sem želje, kakšne želje, kot naprimer grško se naučiti, pa je bil en duhovnik, ki mi je bil tako dober, da mi je dal učbenik, ampak ga nisem naštudirala. Ampak dejstvo pa je, da lahko berem grško. Pa vem, kam pogledati, kaj kakšne besede pomenijo, itak je slovenski prevod, tako da se učim. Sam na drugačen način, kot sem si jaz mislila, da se bom pravoslovnico. Tako da je neko prilagojeno učenje, je stalno, bi se pa dal to gotovo izboljšati, če bi imela kakšen taki načrt, kot si ti rekel. Sem pa recimo... Ja, vedno se da še malo našraufati, veš, pa mašino še za 5% bolj naviti. Ja, Fiat, ne? Ja. Fiat 90 je. Ta akcija za ženske, podobno kot je Exodus za moške. Ja. Tako, ne, tam je bilo imaš nekaj ciljev, da tako rečemo, ne, ki so zastavljeni. In tam sem videla, da se lahko na en ustvarjalen način dejansko lahko nekaj ciljev lotim in jih dosežem. In tle treba poznati tudi samega sebe, kako se učimo. Jaz sem videla, da mora biti enote, ki si jih zastavim, toliko majhne, da so mi izvedljive. Potem rabim pa opomnike, da nekaj časa to res klukam, če res to delam, potem pa zadeva postane nekako navada. Ja. Kakšne take stvari sem si pridobim. Ja, jaz se v zadnjem času nasploh ukvarjam, pa ne, da sem zelo uspešen, ampak prosto intentionality, rečejo Američani, ne? Namenskost, to, da koliko sploh si na dolgi rok nečesa zastaviti. Ne? To je v bistvu vprašanje načrtovanja. Koliko biti namenski, koliko pa prepuščati. Ne? Najbrž je oboje hkrati smiselno, ne? Kako že delaj, kot da je vse odvisno od tebe in moli, kot da ni nič, ali kako že ne. To je že visoka stopnja umetnosti, o čemer govoriš. In to ni samo ena veščina, ja. Ampak je umetnost vedeti, koliko imeti nekje postavljenega, zastavljenega, ene jasnosti, discipline, ki moraš tudi spremljati, nekaj pa, da si realist, pa tudi veš, da moraš prepustiti, ampak spet rabimo zaupanje. Ne, če prepustiš, pa ne zaupaš, da bo to pomagalo doseganje cilja, bo to moje kontraproduktivno, ne frustrira. Tako pa manj frustrira, pa se več naredi. To podobno razmerje je tudi med tem, koliko se daš v nek post, v neko vojaški način, ne, recimo, ki si omenila prej, ne, Exodus 90 pa Fiat, ne. Tam pa Exodusu jaz temu rečem tako veliko vojaškega je, ne, v smislu tega ne, in na drugi strani neko sočutje do sebe. Je zelo, zelo podoben to, ne. Ker če si ti nekak namenski, bom prišel do tega cilja, bom trmast, ne. Včasih pa ravno v življenju skozi goreče grme opazujem, da velika večina teh glavnih darov niso sad, trme pa truda, ne, ampak so darovi. Ne. Darovi. Evo, bom čist praktičen, ne. Koliko se iti naslednji teden, naslednje leto tega Exodus 90 še, koliko pa biti do sebe prizanesljiv, sočuten in si reči, da ima malo bolj tako. A veš, ker oboje ima past, ne. Sebe dati pod prevelik pritisk je past in sebe dati preveč nalagano je past. En tle imaš priložnost za razločevanje in tukaj se pa odpre potreba ali pa priložnost, da to gledaš skupaj s Svetim Duhom in potem prepoznaš, kaj je tisto, kar je bilo zate. Vidiš. Si pozabila še fizične osebe. Ne, se drži, velikrat nam pomagajo, nam dajo kakšen uvid. Ker duh ni vedno tisti, ki govori direktno, ampak tudi po drugih, ne po okoliščinah. Lej, Marjeta, hvala, midva sva se spoznala, pa moje pred 1/4 stoletja, tako da je to prav taka lepa obeležitev in ko sva se zdaj pogovarjala, tisto občutek, saj to se večkrat pojavlja, najbrž, veš, kdaj se pogosto pri kakšnih sošolcih iz srednje šole ali pa kaj tazga, ali pa prijateljih iz tistega časa, ne. A veš, tisto, ko ga čutiš v globino, ampak pojma nimaš, kaj se mu zdaj dogaja, ne, tako. Jaz o tebi nisem vedel, da si brez rute že 4 leta, ne? Ampak imam pa tak občutek, da te pa čutim v globino. To nama želim še za naslednje
četrt stoletja, ker je to tako zelo lepo človeka v globino čutiti in obenem biti vedno znova poln novih zgodb, ko ga srečaš. Ja, hvala, Matej, to je tako, če sta nekdo brat in sestra. Ja, najprej v skavtstvu, ne. Oba dva sva zelo resno jemala te svoje skavtske obljube. Potem pa še v najinih poteh, no, ki so se tudi tako. Del poti sva šla skupaj, ne. Ja, hvala ti. Hvala.